nisi nikoli do konca kvalificiran. Vedno so neke stvari, ki jih še nisi nikoli počel in jaz mislim, da tja stopati je pogumno. A nočeš biti železnik? Če hočeš priti do projektov, ki si jih želiš, moraš jih začeti delati. Ne boš jih dobil v smislu, en te bo poklical, da bi zrežiral film. Danes tukaj sediva v bistvu zato, ker si se ti odločil, da greš po neki novi poti. Zakaj gre, kakšen je to film? Začeli smo ga 4, potem se je priključil ful enih ljudi še zraven, pohvala ekipi, ki me je dvignila, ne. Imel sem tudi stransko vlogo, mogoče boste eni mislili, da sem glavni igralec. Večina oziroma veliko ljudi, ki je nastopal, je ta prvič se znašel v takšni vlogi, ampak to se mi je zdel lepa stvar, da smo bili skupaj v tem. A so zdaj bolj pogoste te vizije, ki si na neki tej svoji poti? Veliko bolj čutim ta proces, ker vem, da grem za nečim, ki mi je všeč, ne. Koliko ti je bilo pa težko, ker si se odločil, da boš meni povedal, da noš več par underdogu zraven? Vsi, ki ta projekt že podpirate na kakršen koli način, hvala vam lepa. Od zdaj naprej lahko vsi podpirate projekt tudi finančno. To naredite na linku v opisu in se pridružite našemu YouTube supporter programu. Drugače pa lahko samo subscribate, kakšen lep komentar napišete, kakšno lepo sporočilo pošljete, pa uživate v epizodi. Ok, preden greva midva v tole epizodo se zapičit, si rekel, da boš trailer pokazal, a ne? Ja. Od enega filma, ki si ga zdaj režiral, Ni šans. Daj mi malo več o tem filmu povej, čisto na hitro, zakaj gre, kakšen je to film, pa gremo pa pogledati trailer, pa kar daj. Ja, torej, Ni šans je en projekt, ki se je začel dogajati v marcu in je v bistvu cel nov budget film, kratki, torej nekje pol ure dolg bo, in je v bistvu z enim stavkom je v bistvu kriminalka, detektiv preiskuje prvi umor v zgodovini mesta Podranci, in se srečuje torej z izzivi v tem procesu. In torej to je film, ki je čisti passion projekt, začeli smo ga 4, potem se je priključil ful enih ljudi še zraven in bi res rad že tako na začetku povedal, da je to eno lepo delo ekipe in da vsak je prispeval svoj del v ta mozaik, in sem zelo ponosen in vesel, da sem bil del tega in da so vsi prispevali to zraven in brez ekipe pač. Ne bi to želel tako kaj eno. Hodo. Jaz sem ful vesel, ko mi čakam, da to vidim. By the way, imel sem tudi stransko vlogo. Mogoče boste eni mislili, da sem glavni igralec, ker sem to krasturo. V glavnem decembra pride ven enkrat, ne veš še točno kdaj. Zdajle bo trailer pogledala, prvič v zgodovini našega lajfa. Bova videla tvoj prvi trailer. Bi pa rad povedal, da unika poslušate na Spotifyju ali pa Apple podcastu tole, pejte na YouTube, najte to epizodo, če bi radi pogledali ta trailer. Bo pa trailer tudi objavljen na YouTubeu, ne? Tako, in pa definitivno na Instagramu Ni šans. Na profilu na Instagramu Ni šans, ga bo, Amadej, boš dodal še tale, od Ni šansa, a ne, nad trailer gor. Ne, okej. Pa bo pa Darja dodala v opis. V glavnem gremo pogledati trailera, ne? Ko mi čakam. Ajde. Dajmo. Dobro jutro. Sem dobil gospoda načelnika Bojana Marinka iz policijske postaje Podranci. Tako, pri telefonu. Lejte, situacija je zelo resna. Ni vsak dan, da se v Podrancih zgodi umor, ne? Gospod detektiv, naša žrtev je Tarik Alibegović. Zanj pa je bil usoden strel v glavo. Gospod Widerdorfer, policija, odprite vrata. Gospod Widerdorfer! Nič nimaš, pujsak mali. Mi ga sam. Lizo smo poslali v pomoč, ker je ena najboljših detektivk v državi. Najdel sem nekoga, ki ga je kamera videla na kraju zločina. Jaz mislim, da je to. Jaz ne vem, kva si ti zapisuješ v to svojo kurčevo beležko. Šel si tja in si ga ustrelil zaradi malo fucking denarja. Poslušaj, pizda! Kaj si rekel, lista? Hitno je, alo! Pačem ga matne noge! Daj se vsem, da si naš kaj naredil. Let's go! Hudo, stari. Ko ti je všeč? Ful mi je všeč, stari.
stopnjuješ, ne vem kdo. No. A ti si joint, Kako je tepom, daj? Ti je všeč? Diana. Kako se ti počutiš, ko si končno trailer objavil, naredil? Nič posebnega v bistvu. Ful sem pričakoval, da bo tako, da se bom počutil neki drugač, pa se ne počutim kaj preveč drugačno. Tako da sem pa vesel, da je ena stvar za mano zdaj. V bistvu ta prva stvar, ki bom objavil. Zares iz filma. Sem vesel, no. In zdaj smo ga ta prvič pogledali, danes ga viča ekipa, me zanima, kako bo oni komentirali, ampak ja, zanimivo. Kakšna čast, da si ga pokazal, ta prvi nam. Hvala. Unike ste gledali zdaj to na YouTubu. Boste lahko šli v bistvu že na link od spodaj v opisu, kjer boste videli, kdaj je premiera filma oziroma kdaj ga boste lahko gledali, pa kja ne. Zdaj mi, da se to pogovarjava, še nismo tam, ampak boš ti povedal, pa bomo mi v opisu vse dali, da boš lahko, da bo lahko folk to najdel. Ja, če si že zdaj že lih odprl to, ja. V bistvu film bo premierno samo za, bi rekel, nismo se odločili, ker je kratki film, da bi ga porivali nekje v redno linijo v kina, kakorkoli, zato smo se odločili, da bomo raje naredili 1, 2, mogoče 3 evente, ker bomo predvajali ta film za ljudi, ki jih to zanima. Torej v bistvu te, ki so bili zraven v ekipi, plus vsi podporniki, ki so kakorkoli bili zraven oziroma bi si želeli to pogledati. Je pa itak opcija tudi za vse zunanje, ki bi mogoče si želeli, ki so nas spremljali, ki nas spremljajo na socialnih omrežjih, da v bistvu kar napišejo meni oziroma na profil Ni šans, pa da vas damo na seznam, da vidimo, koliko približno ljudi lahko pričakujemo, da vemo, koliko eventov bi naredili, no. Ampak načeloma, ja, če se slučajno zanima, da bi si to pogledal, kar napiš meni ali pa Ni šans, pa bomo zrihtali, tako da ja. To je pa edini način nekako, smo se odločili, da bomo predvajali ta film za zdaj. Hodo. Zdaj pa moramo dati malo konteksta. Mi vemo, za kva gre. Večina folka, ki tole posluša, misli, da ti pa Underdogu delaš trailerje. Ampak od te točke, ki si ti delal zadnji trailer, se je ogromno spremenil. In danes tukaj sediva v bistvu zato, ker si se ti odločil, da greš po neki novi poti, da greš boš sam povedal, v bistvu, kaj si se odločil. In se v bistvu tudi za Underdog projekt začenja neko novo obdobje in eno končuje. In velik del tega obdobja, ki se končuje, si bil ti. Pa se mi zdi, da je bilo sodelovanje med nama nekaj tazga, kar bi rad pokazal ljudem, s ponosom ga omenim, upam, da tudi ti, ker je zajet bistven pomen sodelovanja in kaj pomeni dati človeku na drugi strani tisto, kar od tebe potrebuje in dejansko v zameno za to dobiti tisto, kar si ti točno v tej točki potreboval. Tako da ljudje, ki spremljajo Underdog podcast, so te spoznali na neki točki kot Ažbeta, ki v bistvu je odgovoren za produkcijo. Danes si začel tako, da si se predstavil kot Ažbe, ki je režiral svoj prvi film. Ja, ogromno se spremenili. Jaz ta prvo ne bi rekel, da je to zdaj nek konc, kakorkoli. Ja. Ampak ja, načeloma skozi proces sva se veliko naučila in nekako se spomniš, da je prišlo že do točke, ki je bil proces toliko avtomatiziran, da sem jaz bil samo še nek supervisor, gledal malo, če vse štima. Tudi Amadej, ki je trenutno montiral vse, je postal ful samostojen, ful se je naučil in tudi čestitke njemu, da je tako lepo sprejel ta izziv in dejansko zdaj ne vem, koliko jih je že naredil, 40 trailerjev, po moje, ne? Nekaj si jih pa že nacepal. Tako da on je v bistvu odgovoren za celo neko postprodukcijo, ki se je dogajala zdaj. Zadnjih 40 epizod, kar je kar ogromno. Tako da ja, jaz pa v bistvu sem nekako naravno čisto prišel do tega, da sem začel čutiti to, da mogoče sem pa tukaj naredil oziroma dosegel nek limit oziroma nek strop, do kam grem lahko, oziroma tudi najni poti sta bila na začetku ful skupaj, pa je šel vsak malo v svojo stran, vsak malo drugačne interese. Jaz sem se bolj začel posvečati produkciji kot taki, torej bolj se tudi usmeril v film, v
v narativo, komercialno delo tudi. Ti se pa itak furo ta osebni brand, oziroma to, kar imamo zdaj tukaj, kar je itak nerealno, ne, kaj vse se je zdaj zgodilo v enem letu pa pol, ker smo skupaj. Tako da se mi zdi, da je ful naravno se je to zgodilo. Pa zdaj se pravim, jaz bi temu rekel, da se nekako poslavljamo do operativnega procesa, ampak se mi zdi pa, da se tukaj pot niti približno ne zaključuje. No. In tudi ne bi rad, da se, ker se pravim, tukaj nisem sam delal, ampak sem ene lepe odnose zgradil z ljudmi, s katerimi sem rad delal, se družil, in jaz ne bi rad nikoli potegnil črte pa rekel, evo, to je to. Ja, mislim, definitivno brez tebe ne bi bilo isto, ker si ti na začetku res pušil v nek nivo produkcije, ki je bil meni tako, ok, mogoče malo pretiravamo, a ne se ne rabi biti vse tako hudo. Ampak mislim, da zaradi tega je tudi podcast lahko toliko na rastu in toliko ljudem dejansko bil blizu, ker so gledali nekaj res kvalitetnega. Trailerji, tega na slovenskem trgu ni bilo, pač ti si jih pripeljal spet na nekem visokem nivoju, pa imaš ti komentarje, ki folk pravi, to je kot Diary of a CEO, pa sem jaz tako pač, so vse en. Mislim, pač videli boste, kolikor boste videli. Jaz vem, koliko truda si v to na začetku vložil in tudi pol pač dejansko čez cel proces. Koliko si temu projektu dajal na nek svoj unikaten način in v bistvu mi je bilo najbolj všeč pri nama to, da sva si vedno drug drugemu puščala tako svobodo. A ne? Čeprav si ti kdaj tudi omenil, da bi bil še bolj povezan s projektom, pa to sem jaz tako, pač res ti ne bi rad dajal zlatih lisic gora. Ne? In tudi vmes, ki si rekel, jaz bi s tabo neko produkcijo gor dol, pismo mene ne vleče tja. Neka iskrenost je bila vedno tukaj, a ne? Ja, itak. Ne, meni osebno se je tudi začelo to dogajati, da ko narediš toliko pa toliko trailerov, pa si toliko na podcastih zraven, itak padeš v nek, bi rekel, rutino, ki meni ni nekako ustrezala, zato je tudi Amadej pol to začel prevzemati in se mi zdi, da tudi zdaj se bo odprl, vedno, ko zapreš neka vrata, se bo meni in nekomu drugemu, ki bo mogoče zdaj postal del ekipe, ker sem videl že, da boš zdaj malo nadgrajeval ekipo, no. Bo tudi nekdo drug prišel za mano in bo imel priložnost delati s to ekipo, biti povezan s tem projektom. In tudi iz tega vidika sem ful vesel pa excited, kdo vse bo zdaj lahko tudi bil zraven. Pa mogoče tudi dal en drug pogled, veš, ker jaz sem tukaj že od začetka čisto drugače gledam na stvari, kot nekdo, ki mogoče od zunaj opazuje. Daj malo pogled tako na osebnem nivoju. Tvojo transformacijo v letu pa pol. Torej, da še malo več konteksta dava na vse to, kar se zdaj pogovarjava. Daj mi malo povej, kako ti, če zdaj pogledaš sebe kot Alžbeta, kako bi rekel, da si opazil neko spremembo pri sebi od tega, ko si prišel zraven k projektu, pa do zdaj. Malo me pelčeš to pot. Ja, meni je to ekstremno zanimivo. Že, ko gledam prvo epizodo, ki so jo midva snemala, ne vem, mislim, da je bilo 24. Je sedel tukaj mogoče malo drugačna oseba, kakor je zdaj. To se je spremenilo v bistvu, pa je mogoče en let pa pol se ne sliši velika, ne? Ja. Ampak, ko sem prišel, ti si bil v bistvu prva oseba, ki si mi dal priložnost, ker takrat, ko sem jaz prišel, nisem imel nobenih referenc, neki znanje, izkušenj na tem področju, sam neko željo in tega nikoli ne bom pozabil, da si bil prvi, ki si verjel vame, ko mogoče kdo drug ni, ne? In to je ena stvar, ki res nikoli ne bom pozabil in mi ogromno pomeni, tako da bi se ti zdaj tudi zahvalil, ker se veliko pri tem, no, za to. Ker to mi je pa, jaz sem rabil ta prvi push, da sem dobil ta zagon, da se je pa začel vse to odvijati, da sem tudi dobil motivacijo, da sem napredoval. In ja, ker sva midva začela delati, je bilo to tako, gremo probat, nimamo veliko stvari, s katerimi lahko delamo, nimamo tudi nekih, ne vem, nekega znanja ali pa kako bi mogoče lahko to pelali, pa smo rekli, da gremo probat, bomo videli, naredili par napak na začetku, se naučili veliko iz tega, imeli par težkih pogovorov, ampak prve pol leta je bil ta projekt res edina stvar, na kateri sem delal, plus itak, da sem malo delal okoli tudi neke videoprodukcijske zadeve, ampak zelo osnovno še takrat. Pa nekako mi je ta projekt dal ta prvo, bi rekel, neko referenco, s katero sem lahko pristopil tudi naprej. In to je ena stvar, ki itak ti ogromno pomaga, ne, na poti, sploh, ker si freelancer. In veliko ljudi je tudi ful mi pomagalo tudi, da je Underdog podcast začel že takoj hitro rastati, zato ker vsi so nekako
ki so nekako v tem spaceu so vedeli, zakaj se gre, kaj to je. In to mi je res ful pomagalo, da sem imel takoj neko referenco, evo, to sem delal. In po pol leta nekako se mi je začelo odpirati, v smislu, da sem začel veliko delati nekih svojih stvari, v smislu eventov, promo videov, komercialnih vsebin, solo. In tudi takrat se je moja tranzicija zares začela dogajati, ker sem se začel prvič spopadati z nekimi stvarmi, kot so furati svoj biznis, pičati klientom, hoditi na sestanke, zagovarjati svoje ideje. In v bistvu to se je začelo dogajati, po mojem, takrat po tej epizodi, ki smo jo midva posnela nazadnje, zato pa pravim, da se je ful spremenilo v bistvu od te epizode, pa čeprav 1 let, po moje. Ja, 1 let, ja. Nazaj, ne. Ampak ja, no, takrat se je pa začel neka tudi nabirati se je začel to, da sem veliko delal, veliko sem tudi vlagal svoje znanje, tudi par passion projektov sem naredil v tem obdobju, torej nekih kratkih dokumentarnih filmov, ki itak od vedno mi je bil to, da se začnem usmeriti v narativo v film, mi je bil vedno nek primarni cilj. In ko smo delali z Eko, recimo spet dokumentarno vsebino, so mi začele stvari v tej smeri odpirati, začel sem dobivati izkušnje, tudi ugotavljal sem svoj nek stil oziroma kaj rad delam, ne. In ja, v bistvu sledil temu do nekje aprila letos, ko je pa se začel igrati ta film. To pomeni, ko smo se začeli poigrati s idejo. V marcu smo z Lukanom naredili nek kratki film za TikTok Short Film Competition, to je bil tudi moj prvi igrani film, naš v bistvu, vsi smo ta prvič to delali. Čakaj še, daj sam povej, kjer je. Choice, ker smo ga tudi objavili na YouTube in na TikTok, ja. Tako da ja, to je bil nek ta prvi naš projekt, ki smo malo se preizkusili v igranju. Jaz sem prvič tudi odrežiral, delal z igralci, no. Igralci. Ampak ja, ena stvar, ki je tam prevladovala, itak bila ta želja, da naredimo nekaj več, da probamo nekaj. Jaz itak sem odvedno bil ljubitelj filma, rad imam zgodbe in to je bila itak ena stvar, ki sem se jo vedno želel početi. To pomeni režirati neke zgodbe. Video je pač nek medij, ki meni ustreza, ne. In tako nekako se je pa začel to odigravati, no. In potem v filmu smo čutili, da mogoče bi pa lahko naredili še nekaj na malo višjem nivoju, in takrat se je pa začel pogovarjati o nekem daljšem filmu, ker ta Choice je bil 2 minuti, pa pol recimo. Na začetku je bilo, dajmo narediti recimo 10-minutnega, pa je v bistvu bil ta proces nekje od marca do maja, ko se je pisal scenarij, oziroma od marca do junija, in ko se je začela zgodba razvijati, je kar naenkrat smo prišli na 30 strani scenarija, kar je približno, ne vem, če nekaj pol ure filma, če gledamo, da je stran minuta, recimo, ne. Tako da ja, in smo kar se pogledali med sabo, zraven poleg Aljaža pa Domna je bil še Dejan, ki je tudi v produkcijski ekipi, torej za ta film. In smo si rekli, tole je pa kar izziv, no. Ful ene ekipe, ful enih lokacij, veliko igralcev, vsi smo, se pravim, ta prvič v temu, zares. Tako da ja, in maja, junija smo nekako, mi smo drugače v planu, da se maja že snema, ampak itak ni prišlo do tega. Pa se je nekako, smo pa začeli nabirati ekipo okoli sebe, da ta projekt izvedemo. In ja, kar presenečen sem bil, koliko enih ljudi je bilo za. Koliko enih ljudi se nam je pridružili in se mi je zdela ideja zanimiva. In pa smo v bistvu konec julija pa začeli s produkcijo. Vmes so bili itak izzivi, pa itak pri mojem kreativnem procesu je vedno tako, ta prvo sem ful optimističen, ker še ne vem enih stvari, in potem se zletimo neke prve izzive, malo pesimizma pride, in pol počas premagujemo to in pridemo spet do nekega optimizma, oziroma ja. Tako da ja. Informed, kako že gre na formula Hormozio je povedal, se pravi, ta prvo je uninformed optimizem, pol je informed pesimizem in pol, če imaš srečo, priješ do informed optimizma. Ja. Jaz sem imel ta proces vseh treh, to bom imel v predprodukciji, na setu, pa zdaj imam spet, tako da se skozi mi to dogaja. Ja, samo to je tako, kar nekaj novega probavaš, ker se samega sebe izzoveš, ker si ti konstantno čez ta proces delal, pač ti si človek, ki si meni bil sposoben v 2 mesecih totalno spremeniti
vizijo sebe, kje se vidiš, kaj bi delal. A ne? In pač meni je bilo to res všeč, ker dejansko sem zelo podoben jaz, tudi Darja mi večkrat reče, Lahi, pač iskreno jaz ne vem, kva bo naslednji mesec, kva se boš ti spomnil, kam boš hotel iti. Jaz sem rekel, in potem sem zanj bil z njenim partnerjem Lukatom, in sem Darjo pogledal in sem rekel, vidiš, da on isto dela. Je rekla, ja, se zato pa mi, da tudi tako dobro sodelujemo. Tako da ja, očitno smo taki na kupu, ki se na ta način štekamo. Preden greva naprej od te točke, sem te hotel vprašati, če zdaj iz vidika neke verzije tebe kot samostojnega podjetnika ali pa ne vem, nekoga, ki dela zase, kaj si se naučil v tem procesu, kaj mogoče bi zdaj lahko ven potegnil, kar prej nisi znal, pa bi eden danes, ki je mlad videograf ali pa ki se lih postavlja na svoje noge, mogoče bi si želel, da slišiš od tebe. Ja, jaz sem ogromno failal, res ogromno iz projekta v projekt, v bistvu vsak projekt je svoj fail, ker so bile ene stvari, ki sem se jih naučil, ki jih nisem vedel prej. In se mi zdi, da je to najbolj pomembna stvar, ki je meni, ki še vedno sledim, je sam probi, pa se boš že učil, ker težko je dati neke univerzalne nasvete, v smislu to moraš, ni nekega blueprinta za nobeno stvar. In se mi zdi, itak ta glavna stvar je biti pogumen pa probati. Se mi zdi, da pa že nekako ti odkriješ neke načine, pa vidiš, kaj ti ne ustreza, pa biti iskren do sebe. Se mi zdi, da to je itak še vedno stvar, na kateri ful moram delati, da včasih sem itak mal v svoji iluziji, v mehurčku, pa je treba včasih iskren do sebe, pa si mogoče priznati, mogoče pa ene stvari pa niso zame, ali pa mogoče kakšen klient ni zame, pa se mogoče kakšnemu projektu odpovedati. Ampak tudi to se naučiš tako, da se vrneš v vodo in vidiš, da ti nikoli. In pol za nazaj, ker leš, ok, tole bi pa mogoče v prihodnosti malo drugače naredil. Tako da ja, težko je dati nek univerzalen, ampak itak, če te nekaj veseli, greš za tem in pol čez čas, pol začneš ugotavljati stvari. Rekel si pogumen. Deva probati malo definirati besedo pogumen. Kaj tebi pomeni biti pogumen? Ker si rekel, da moraš biti pogumen, pa se sam na ta način pol lahko učiti. Kako si ti mogoče skozi svojo lastno izkušnjo ugotovil, kaj pogum je? Zanimivo vprašanje. Ja. Recimo, velikrat na svoji poti sem nekako se nekje začel bolj ustaljevati, v smislu, ne vem, že pri underdogu, to pomeni, da prideš v neko cono obdobja in se mi zdi, da pri meni pogum bil vedno, ker sem probal nekaj novega. To pomeni eno stvar, ki mogoče na papirju še ne znam. Pa je to recimo že film, tak dober primer, ker recimo nikoli ne bi si rekel za sebe, da bi to lahko znal, ampak sem bil pogumen, pa sem rekel, dajmo probati, pa bomo videli, ne. Tako da ja, nek ta skok iz cone obdobja, sploh pa v tem poklicu, v vseh kreativnih, se mi zdi, da nisi nikoli do konca, ne vem, kvalificiran, da si do konca, da si izpolnil nekaj. Vedno so neke stvari, ki jih še nisi nikoli počel, ali pa na nekem nivoju, ki nisi še nikoli bil. In jaz mislim, da tja stopati je pogumno, da greš na to stran, ki pa še nisi bil, in probaš nekaj novega. Pa dejansko stati za tem, da boš, recimo, ko delaš za enega klienta, ne za nek nov projekt, ki ga vzameš, da boš dostavil nekaj, kar nisi še do zdaj nikoli dostavil. To je pogum. In oni ti v bistvu zaupajo nek denar, pa takrat ti denar pritiska, da ti dostaviš eno stvar, ki mogoče še ne veš, če boš lahko. Ampak tukaj pa tudi pride do tega, koliko si ti, ne vem, samozavesten, da boš to uspelo. Ja. Imaš neke merljive stvari že od prej, ki si delal, pa istočasno veš, v kaj se spuščaš. Meni je bila pri tebi vedno všeč tvoja integriteta, torej da ko si nekaj rekel, da boš naredil, si to tudi naredil. In so ti šli tako kamene živci ljudje, ki so rekli, da bojo nekaj naredili in pol iz tega ni bilo nič. Ali pa so si izmišljevali v procesu, pa neke nebuloze dajali. Ja, jaz mislim, da je to ena ful pomembna stvar v vseh poklicih, sploh če si nek samostojni freelancer. Se mi zdi ta najbolj pomembna stvar, da še držiš nekih dogovorov in priznaš pol tudi, to mi ni uspelo tako, kot sem si zamislil, mogoče bom zamudil 2 dni z rokom, da ta iskrenost se mi zdi pri meni, jaz nisem imel nikoli izkušnjeno, da bi se kakorkoli toksično ljudje pol obnašali nazaj, če sem
bil iskrena. Tako da to je ena stvar, ki mi je tudi ful pomagala. No. Kjera stvar, če bi lahko mi eno izpostavil zdaj, ko bo itak prišla sama od sebe gor, bi rekel, da ti je bilo najtežje narediti, ko se pogovarjava o grajenju lastnega biznisa? Kaj ti je bilo tako, če se ti je bilo najbolj strah, kdaj si bil najbolj v krču mogoče, pa si to še vsem premagal, ne? Zanimivo vprašanje. Se mi zdi, da lih te, ko greš level više, se mi zdi, jaz sem itak tak, sej, vsi smo malo drugačni pri temu, jaz vedno gledam na to, da grem, vedno stopam po stopnicah, da grem vedno boljši projekti, več znanja, nikoli se ne bi rad nekje ustalil, da pa 20 let samo to počnemo, ne. In vedno je bilo to pustiti ene stvari za sabo, to pomeni, recimo, če mi ni sedla neka promo vsebina za socialna omrežja, pa je bil to nek posel, ki mi je laufal, pustiti to za sabo in stopiti eno stopnico više, spet neko neznano, ker spet nimaš referenc, spet nimaš, noben te zares ne pozna, vsi vejo, ok, socialno omrežje, ampak to je čisto drugo, ne. In jaz mislim, da to, no. In tudi zdaj, recimo, zdaj sem v tem obdobju, ko dejansko Underdog je recimo bil zelo znan, zelo smo dobro delali, ampak zdaj spet narediti stopnico višji, spet v neznano, spet iz nule, spet imaš občutek, da greš iz nule, ne. Ja. Tako da je to, ampak se mi zdi, da je to tudi pomembno, odvisen, kaj je tvoja prioriteta itak, ne. Kaj je tvoj cilj. Meni je bil vedno to cilj, da grem više z boljšimi projekti, da nekako prijem do tega, kar bi si res želel početi, ne. V bistvu ne greš nikoli z nule, ne? Če delaš v neki smeri, ker ti si nekako tekom tega procesa, kar sem jaz opazil pri tebi, je, da vedno sva se pogovarjala, velikrat sva se pogovarjala o tej tvoji smeri, ne. Jaz sem te velikrat vprašal, kam pa želiš iti, ne, v katero smer želiš hoditi. Veš, se ni nujno, da bo naslednji korak točno to, kar boš delal do konca life, ampak v katero smer se želiš premikati. Ne. In ta ti je bila zmeraj jasna. Zmeraj je bil film, pol je bilo vmes je bila muzika v filmu, pol je bil, ne vem, cinematic čisti, pol sem imela Christopher Nolana en mesec, ne. Pa Interstellar je bil vedno pri nama tematika, ker sva bila tako 25krat sva povedala, kako je to dober film, pa da je to najboljši film, pa joj, da bi ga lahko še enkrat prvič gledal, ne. Veš, tako zmeri si nekako, se mi zdi, čutil, da te vleče v neko to cinematografijo, ne. Pa ti bom tako čisto vprašal, a si prišel Underdogu na tisto točko zdaj nazaj, če greva. A si že takrat cinematografijo tako videl, ali ti je dejansko ta proces, v katerem si bil, ki si samo probavil nove stvari, dejansko zrisal potem pot za naprej? Ja, vedno sem imel ta občutek, tja nekje, ampak ni bilo pa jasno, ker tako, kot si omenil, sem šel čez faze in sem odkril, eno obdobje sem bil ful fokusiran na kader, eno obdobje ful fokusiran na zgodbo, eno obdobje ful fokusiran na muziko, ne. In sem to je pa to, zanimiva stvar, zdaj, ko povem na glas, je smiselna, to je pa režija, zajema vsega pomal, ne, in vse me zanima, mene v tem procesu zanima čisto vsaka stvar, ki pride zraven, to pomeni od predprodukcije do produkcije, do barve, do zvoka, slike, vse. In to mi je pa zdaj pripeljalo do tega, da mi je pa zdaj itak, najverjetno čez 2 leti, 3 bo mogoče malo drugače razmišljati, ampak to me je pripeljalo do tega, da pa zdaj režija se mi zdi pa ena stvar, ki bi jo pa res delal, ker zajema res nek širši spekter kreativnega procesa, in to sestavljanje delčkov skupaj, da pride do celote, ne. In to če gledaš zdaj, moj proces se je nekako manifestiral, ne. Nekako se je tako odigraval, ne. Zdaj razmišljam, da v bistvu vsaka stvar, ki si jo ti predlagal, da jo gremo delati, tudi v okviru Underdoga ali pa karkoli, je dejansko bila dokaj safe play zate, ker si delal s človekom, ki ti zaupa, ne, in tako pač jaz sem bil, vedel si, da pač tudi če nekaj zafukamo, bomo pač tako, jebi ga, to sprobali smo, ne. In dejansko si se vedno dajal v pozicijo, ker šel malo čez svoje znanje, ne. In pa se je to se je tekom procesa dogajalo. Na začetku si bil tako, jaz bi rad bil za kamero, ne. Jaz bi rad bil taka snema, jaz bi rad delal te kratke dokumentarne filme, jaz bi rad neko sporočilo dal ven. In se je samo nadgrajeval, dokler nisi prišel do točke, jaz bi rad naredil svoj film. Ja. A ne? In je epsko, koliko dejansko, če zdaj se o tem pogovarjaš, pa malo tako iz neke druge perspektive gledaš, koliko ene modrosti je tukaj noto jete, a ne? In bi mogoče zato rad še enkrat pač sam poudaril, da vsi, ki so na začetku svoje poti, a ne, ki mogoče tole poslušate,
ti si full hiter prišel do točke, kjer te ljudje zdaj vidijo kot mogoče nekega eksperta ali pa nekoga, ki res nekaj obvlada, a ne? To je njihov filter. Kakorkoli, no. Ja. Ja, ampak to samo zato, ker si dejansko iz tedna v teden iskal zase večje izzive. A ne? V okviru tega, o čemer si vedel, da si dober, nisi se ustavil. Ker jaz se spomnim tebe, najbolj pod stresom si bil takrat, ker se ti je nabral ful nekih projektov, ker si pač hotel jih, a ne? Ampak je bilo skozi eno in isto. Ja. A ne? Promo videi za podjetja, recimo. A ne? Ja. Naredil si jih pa še vseen, ker si se zavedel, lej, še zmeraj mi to tudi daje nek bencin, a ne? Ja, ne, to je zelo težko razložiti to. Jaz sem obseden s tem v smislu, mene to toliko zanima, ta stvar, ki jo zdaj počnem, da jaz razmišljam, ko grem spat, razmišljam o tem, ko se vozim, razmišljam o tem, gledam filme, poslušam, gledam behind the scenes, poslušam podcaste z ljudmi, ki to delajo. Jaz samo, sploh nikoli ni off pri meni. In tudi jaz sem imel skozi ta občutek vse. Nekaj lahko, dajmo, a ne, skozi sem imel ta občutek, pa težko ga obesedam. Ja. Skozi je ena stvar, ki me malo poriva, pa želja, ne vem, kako bi se obesedil. Želja po? Po izpopolnjevanju, biti izpopolnjen, kreirati, izražati se. To, no. Ker se pravim, video oziroma film je medij, ki meni ustreza, ne bi se pa rad ful, ne vem, da je to moja nalepka film, a ne? Ker jaz v bistvu v osnovi, kaj mene, glavna stvar, ki me žene, je zgodba, storytelling, emocija, ki pride iz tega. Ne film kot tak, kot film je samo medij, če bi pa živel, ne vem, 500 let nazaj, bi pa pisal, recimo, a ne? Bi bil pa drug medij, a ne? Ampak v osnovi mene žene zgodbe pa emocije, ki so v ozadju. In to, da se najdem v karakterjih, ki jih ali pišem, ali snemam, ali to mi je neopisljivo, ne morem sploh opisati. No? Nek občutek pripadnosti, zadovoljstva, zelo je težko opisati. No? Da tudi po eni strani v bistvu sebe spoznavaš. Tako, skozi ta ja, proces. ja, ker v bistvu ni šanse, primer, torej v veliki pogled, sploh ti, ki me poznaš, boš najdel mene v velikih, a ne? In jaz se najdem in se počutim ne več toliko samega, veš, ne, ker se izrazim na tak način, a ne, pa čeprav ljudje po moje ne dojemajo tako, jaz pač kot kreator to tako dojemam, a ne. Ja. In tudi, zakaj mi je film toliko všeč, je, ko gledam film, se velikrat najdem v kakšni osebi in se mi zdi, da sem tam, da se družim, sem v trenutku, a ne. In to je tudi ena stvar, ki je velik del mojega življenja, no. Tako da, S tem si res velik izziv, ker če gledava prej, so bili nekako bolj tvoji izzivi povezani s tem, da si pač nek projekt sprejel. Ok, pol je prišel zdaj ta izziv komunikacije s klientom, postavljanje cene, a ne, sva tudi o tem imela veliko pogovorov, a ne, kako zdaj to postaviti, kako stati za tem, kaj upoštevati itd. A ne. Ampak ta izziv, ki si ga dal pa zdaj s filmom, je pa dalj časa trajal in za njega nisi dobil plačila. ja. Tako da si se mogel kar ene parim stvarem odpovedati, da si šel po tej poti, pa me zanima, zakaj. Tako, čisto preprosto, zakaj si mislil, da je to dobra poteza zate? Jaz sem vedno verjel to, da če hočeš priti do projektov, ki si jih želiš, moraš jih začeti delati. Ne boš jih dobil v smislu, en te bo poklical, da bi zrežiral film, ampak kako bom zrežiral film? Napisati moram scenarij in zrežirati film. Ne? To moram, da pridem do projektov. Ne? In je bilo zelo očitno zame. To moram, zato da pridem do tega. Ne? In ja, vedno sem sam čakal na ta pravi trenutek, na pravi ljudi, da pridejo okoli mene, da začnemo to skupaj, ker itak pri te stvari tudi, lepota tega je tudi timsko delo, ekipa, ki je okoli tebe. Ja. A ne? In pri meni je bilo, se pravim, to izražanje, meni je, veš, veliko komercialnih stvari sem tudi zdaj dal na stran, oziroma jih nisem delal, zato ker sem res fokusiran. Sploh zdaj, ko je film v montaži, na film. In sploh mi ni problem, zato ker sem toliko investiran v to, ker toliko uživam v tem, da mi ni problem, no. Pa to izražanje, se pravim, na nekem komercialnem projektu niti približno nimam neke svobode se toliko izražati, ker se pa lahko le. In to je ena stvar, ki mene žene itak pri ustvarjanju nasplošno. Ko gledaš ljudi za inspiracijo
iz sveta filma, kdo ti pride na pamet, pa zakaj? Prvi itak je Nolan, ki so ga že omenila. Jaz sem odraščal v njegovi eri, v smislu, on je ustvaril lih, ko sem jaz odraščal. Ne? Batman, Paul Inception, Interstellar, vse te filme sem nekako, jaz se jih spomnim, ki so ne lih ta prvi, ampak ko sem bil že starejši in nekako ta prvi režiser, ki sem ga dotično poznal in sem si rekel, ok, to je pa res dobro delo, vse, kar pogledam od njega je dober. Pa zadnja leta, ko sem pa začel delati več raziskav o tem, oziroma, ko sem začel tudi si širiti svojo razgledanost v filmu, a ne, je pa ful enih ljudi, režiserjev, cinematograferjev, ki so mi inspiracija, vsak dotično na svojem področju, ampak ja, od itak Tarantinota do Guy Ritchija v nekaterih pogledih, potem Scorsese v svojem žanru, a ne. Tako da ja, ogromno enih režiserjev, a ne, ni, a veš, pri vsakmu ena stvar, ki mi je všeč in ki jo vidim. Tako da ja, no. Neka unikatna stvar. Zdaj vse te, ki si omenil, tako jih prepoznaš. Tarantino ta sploh, pač to ne moreš hvaliti. Kill Bill, kjerkoli film je. Pač točno veš, da je Tarantino kaj kri posod šprice. Te dolge scene s temi pogledi. Pomaž Guy Ritchija, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. To je, ne, recimo ta film, bog, to je, ni žanr neka poglobljena drama, ampak je pa lahko ga gledam 3-krat na dan, ker je pač toliko te drži noter, da je noro. Ja, in nek ta družbena ideja, da ko imaš en problem za rešiti, je na začetku zelo simpel za rešiti. Pač ne rabiš veliko narediti za to, da se zadeva reši. In v Guy Ritchijevih filmih ali pa serijah vedno iz tega problema ratuje samo večji problem. In pol na koncu je že toliko pač totalno bizarno, da je folk vnolej, pač zdaj mi je pa res že čisto vse. Pa pol ljudi umre. Pa pol na koncu, res se zgodijo take stvari, da ta glavni karakter, ki v bistvu bi mogel ta problem rešiti, pač totalno spremeni svojo identiteto. Totalno, popolnoma. Meni je to pri njemu recimo všeč. Pri Nolanu pa pač, to je pa neka čist drug nivo predstavitve zgodbe, ki je pa ful zvoka zraven, glasbe zraven. Ja, čist. In meni je to všeč, recimo, da včasih kombiniram, pa poberem malo od njega, pa poberem malo od njega, pa nekako počas prihajaš do njega svojega stila. Pa niti približno še nisem tam, da bi lahko rekel, to je moj stil. Ampak počas pa tudi pol, ko posnamem eno stvar, pa gledam, pa vidim, ok, to mi pa toliko ne ustreza, to bi pa mogoče jaz malo drugače zdaj naredil. Tako da ja, je hudo, da imamo zdaj v tej dobi ta privilegij, da imamo vse te filme dostopne, ker včasih ni bilo tega. Točno to, in da lahko res v enem tednu pogledam vse iz 70-ih do teh ta novih na računalniku v bistvu. In se učim iz tega, ker to je v bistvu neko moje izobraževanje. Eni grejo v šolo, jaz grem pa gledati filme, pa se sliši tako malo. Ampak dejansko zdaj gledam filme drugače, kot sem jih. Kaj sem smislil? Zdaj sem res pozoren. Včasih se itak izgubim v filmu in to je dobro. To mi je ful všeč, ko se izgubim, ampak fokusiram se na stvari, ki jih režiser dela zato, da pove zgodbo, ki so mogoče gledalci tako podzavestne, ampak jaz jih provam ozaveščati zato, da vidim, ok, na tak način to dela, ta motiv uporablja, da pove to, da lahko tudi jaz to pol uporabljam, da imam ta širši spekter tudi pri svojem storytellingu. Da je več stvari povedanih med vrsticami v bistvu, kot pa teh nekih, ki so na prvo oko jasne, obvijesno, torej, kako bi to rekel po slovenski? Ja, vse si prav povedal. Ja, no. Da so čist predvidljive, očitne. Da v bistvu greš nekako en nivo globi in dejansko ti daješ človeku možnost, da si sam ustvarja nek film znotraj filma. Ja, vse to smo probali tudi narediti kle, se pravi, film še zdaj še ni dokončan, ampak ja, to je ena od stvari, ki se mi zdi največja umetnost, zdaj, ko gledam, iz svoje izkušnje, je narediti tak odprt film, v smislu, da ne daješ gledalcu preveč, da si
veš, na eno stran nagnjen, a ne. Da je čim bolj neutralen, da imajo vsi prav po svoje in da se lahko gledalec odloči, na katero stran bo. Ne vem, ali Picasso to primera, mogoče veš, s tem bikom, da je v bistvu naredil on ful tega kompleksnega bika, torej ga je narisal na sliku in potem je začel odstranjevati stvari od tega bika in da je na koncu stal samo en obris, torej da si je lahko vsak, ki je tega bika videl, predstavljal drugačenega bika. In da je to v bistvu bistvo umetnosti, da ti pač pustiš odprte roke, da si človek pač po svoje predstavlja. Ne? Ja. In s tem filmom dejansko lahko narediš isto, ampak po moje, da je tukaj noter potrebnega velikega znanja, da ti tako kot v kulinariki, ki je bil Bine, recimo, ki je rekel, ne, pač da zdaj 3 sestavine uporabiš lahko in krožnik narediš fenomenalen. Ne. Ampak da ti priješ, da 3 sestavine uporabiš, jih moraš prej uporabiti milijona. Ne. Da sploh dojameš, kaj gre skupaj, kaj ne, kako se lahko ti čez ta proces učiš. Itak, ja, pa vsak se najde druge, ne. Pa me zanima, če bi lahko izpostavil film oziroma lika, kjer si se ti najbolj najdel, a veš, v smislu. Lik, kjer sem se jaz najbolj najdel. Pismo, ne vem. Zdaj v glavi imam McConaugheyja iz Interstellarja. Ne vem zakaj, ampak je neka taka kombinacija žalostne zgodbe, ampak od spodaj nekega višjega namena. Ne? Ampak je hudo, ker si to izpostaviš. Je zgodba recimo o vesolju, o nekem odkrivanju vesolja, ampak ti si se pa povezal na čist človeškem prizemljenem nivoju neka žalost. Žrtvovanje za družino, veš, pa je lahko neka velika zgodba, ampak je hudo, kako v filmu to se povežeš pa s takim neko osnovno emocijo, ko bi človek bi rekel film o vesolju, kaj ima to veze z mano, pa je na tak način je narejen, da se tako dobro poveže z njemu, ker sem se tudi na nekih nivojih z njemu ful povezal. Ja, pa ne vem, kakšne komedije Guy Ritchijeve pa to, recimo tale iz Snatcha, Brad Pitta, ki je igral unga cigančka. To bi bilo ful tako neki tazga, pač neka ta persona igriva, pa da tam dobi na polno, dobi po gobcu, pa se smeji zraven, mi predstavlja nekaj, ampak tako, kot si prej ful rekel, v dostih likih vidiš en delček sebe, ki bi ga rad bolj izživel, ali pa tako, nekaj, kar opaziš, ki ti je čudenga, kar ne preneseš pri tem liku, in ti istočasno ozavešča mogoče neke svoje lastne strahove, kjera verzija sebe nočeš postati. Zanimiv način je, ker se začneš malo bolj poglabljati dejansko v film, pa ko vidiš, koliko dejansko je pomembno, kdo igra ta lika. Itak. Kakšen način z energijo predstavlja ta lik. Meni je recimo v tem aspektu zelo dober Denzel Washington. On je praktično igral od bad guyov do good guyov, do gangsterjev, do vsega, do rahlo prizadetih ljudi. A štekaš? Noro, Will Smith, recimo isto. Leonardo DiCaprio, pač. Come on. Ne, vse to je. Jaz sem se ta prvič dejansko soočil s tem izzivom režiranja pa delanja z igralci. In to je čisto drugače, kot sem si predstavljal. Na filmu to izgleda, ko gledaš, se ti zdi ful, ne vem, preprosto, pač to so igralci, ne? Ampak dejansko komunikacija, torej da jaz komuniciram te stvari, ki jih jaz vidim in čutim, je meni osebno težka, sploh če nekdo na drugi strani ni, da bi rekel, da ne vidim mogoče malo drugače, ko si malo drugače gledamo na stvari in predvsem to, da igralec začuti lik, to je en izziv, ki delam na njemu in ki me je kar malo presenetil na samem snemanju, ker ni samoumevno, da je igra dobra, tudi če imaš ti zelo dobrega igralca, se mi zdi, no. Ja, mislim, ker sem jaz prišel na ta set prvič, za Ni šans, je mene presenetilo, koliko ljudi je tam bilo. En je držal, Razoršek je držal in fokusar, ali kako se mu reče, zgledal je kar robot. Stari v rokah je držal eno škatlico, pa na gore je bil nek gumb
na glavi je imel kaj na VR očala in on je v gumb vrtel in gledal v prazen. In že sem gledal, kaj se tukaj dogaja. On zdaj bo z drona ali kaj je to zdaj, a ne? V bistvu je pa on skrbel samo za to, da je v vsakmu kadru bil fokus dober, a ne? Torej, da je bilo jasna slika, a ne? Kar je crazy. Pol, ne vem, 5 ljudi, tvoja sestra je držala uno za kamero, toč. Klapa. Pol, ne vem, Amadej s kamero okoli snemo BTS. Tomži, pa ne vem, kdo še zraven je bil, so zelo čibli, pa ne vem, kaj vse. Ne? Kot 10 ljudi je bilo tam, jaz sem prvi čas rekel, pismo, to je propar, stari. Mene je malo začelo stiskati, ja, bo mogo, jaz to ful dobro zdaj odigrati, pa sem imel res kratko vlogo. Ne? Ja. Daj mi povej, kako si se počutil, ne? Ali pa da te prvo, torej, ti si igral kriminalista. Pa mi povej, kako si se počutil v vlogi. Se ti pravim, tako, dokler nisem mogel dejansko začeti igrati, sem jo ful tako z lahkoto vzemal. Tako pač se to in tako amatersko jim to malo po svoje naredil, pa bo vse v redu. In ko sem videl, koliko dejansko je to na visokem nivoju, si se ti to šel, sem začel tudi malo živčen pis, da jaz dejansko lahko tukaj neko sceno pokvarim. Če jaz ne bom svojega dela dobro odigral, bo film slabši. Dejstvo. Vsak, ne, itak. V nekem majhnem segmentu, ampak jaz sem pač človek, ki je zelo strog do sebe in želim dati vse od sebe. In sem začel čutiti neke metuljčke. In polk sem dejansko odigral sceno in sem se videl na kameri in sem videl slike od Roka, a ne? Sem bil tako pizdaš, stari, meni to res paše, jaz bi to še delal, a ne? Pač cool mi je bilo, ne vem, tudi logo sem imel tako, da sem lahko dejansko bil jaz, a ne? V neki drugi luči, kakorkoli obrneš. Tako da sem se zelo dobro počutil. Sem ti tudi rekel, da če boš karkoli še rabo, z veseljem pomagam in že to se mi je zdelo, v bistvu sem ti rekel, zato da sem tebe podprl. Čist preprosto. Ta druga scena, ki sem mogel pa malo več govoriti tudi, mi je bilo pa kar malo tako, Tam sem pa imela izziv, ne? Ja, sem bil pa malo živčen, ker sem mislil, da delam in potem si ti prišel do mene in si rekel, prvi biti bolj sproščen, prvi biti še bolj pač deca, ne, pa to in sem tako pisal, da ti zdaj meni kle govoriš, da nisem dober, pa se dogaja, ne, ampak sem bil tako, v redu je lahja, ne, pač slab si v trenutni situaciji, ampak zdaj imaš priložnost, da rataš boljši, ne. Ja, in si. In sem ratal boljši čez seta, ne. Sem pa opazil tudi en delček sebe, ki je bil pa tak, da nisem želel, da zdaj mene čakate, da bom zaradi mene zdaj, da bo to trajalo pol ure dela, ne. In sem bil tako pismo, ni mi cool, da na ta način to gledam. Tudi jaz rabim čas, tudi jaz sem lahko nečem slab. Ne sam biti konstantno pod nekimi pričakovanji, on pa to itak bo obvladal, ker ga poznam, on dela podcast, on to zna, gor do tretja, ne. Ampak ni bilo tako, tudi noben sploh, dosti je bilo folkov vse in koliko cajta se zdaj gre čez te sete, ne. Pa so unefore, ne vem, 17 klepa, ne, in si tako, stari, to je pa že malo velika, ne, zdaj bi mogli že počas ratati, ampak polk gremim si pa tako, jaz sem bil vesel, zadovoljen, no. A se ti bo težko gledati, pol? Ko mi čakam, res ko mi čakam. In že zdaj je pa en obsojevalc o meni, ki je tako cringe, veš, kako si izpadel. Že prej vidim, ga slišim, a ne. Pa dekle, kako se držiš, pa kar nekaj govoriš, pa mencaš, pa ne vem kva, ne. To že zdaj vem, ker se spomnim, ampak tako, bolj, ker se verjamem, da večkrat, ko bom pač v nekih takih vlogah bil, bolj bom dejansko lahko naredil na tem, da tega obsojevalca vse pač malo ozaveščam, pa istočasno, da ga tudi malo nagovarjam z neko kontro, ne. Ja. Ne, sej, to je zanimiva stvar, da večina, oziroma veliko ljudi, ki je nastopal, je ta prvič se znašel v takšni vlogi, zato ker jaz sem tudi jaz sem tudi te vloge velikrat dal tudi kakšnim prijateljem, ki jih dobro poznam, ki vidim, da paše v to, in so me vsak ima, jaz imam na drugi strani imam izziv in oni imajo izziv itak, ampak lih to se mi je zdel ena taka lepa stvar, da smo bili skupaj v tem, da je ekipa bila in da smo vsi bili prvič nekako v tej vlogi in da smo se vsi učili čez proces in glavno smo se imeli na koncu fajna, ne. Ja, ampak jaz nisem mogel verjeti recimo Dejana, ne, ker sem jaz njega videl igrati. Stari, jaz sem gledal, jaz sem rekel, pa ta človek je profi. Ja, Dejan je recimo že igral v parih slovenskih serijah, tako da on je že videl ene stvari, pa tudi
pozna se, da je hodil tudi v šolo v tej smeri. Tako da, okay. ja, Ne, res je bil dober. ja. In tudi Lukan, Domom pa Aljaš, tudi one 20, pač sem jih poznal iz TikToka, Une skeče, ki delata, pač smešne, ki sta delala. Zdaj, ko sem jih videl igrati, oziroma bolj Aljaža, ki je imel malo bolj tako kompleksno, resno vlogo, mi je bilo pizda stari, tako kar malo sem bil ponosen, navdušen nad njim, da zna na tak način sebe predstavljati, v neki resni vlogi. Ker sem ga prvič videl oblečenega v direktorske cune, sem videl, da je pa to je komedija. Kaj se klebi gremo, Kdo je zdaj ta bebo klej, Pa kaj je začel igrati, je pa dejansko pač se spremenil in so ta oblačila dobila pomena, In sem videl, koliko jaz tudi skozi nek svoj filter ljudi gledam. In igralstvo ti omogoča, da mal na drugačen način, mal manj resno jemlješ, kako se nekdo obnaša ali pa kako nekdo zgleda, In to mi je bilo ful všeč, sploh pri Lukanu, klej se je čist spremenila moja ideja njega, Ja, mi smo imeli ful izziv, ker vsi so premladi za svoje vloge. Edin ti, mogoče še kakšen. Vsi so premladi. Laura, recimo. Ja. Vsi so nekako premladi, tako da je bil kar izziv, za njih si predstavljam stopati v neke čevlje, mogoče nekoga, ki oni še niso. Veš, ki mogoče bo čist drugač, ko bo čez 5 let pa bo drugače razumel lika, Ampak ne, zelo sem vesel, kako je proces šel in sem zelo ponosen na vsakega posameznika, ki je bil zraven, od prvega do zadnjega, ker vsi so dali vse od sebe. In to mi je bilo lepo videti, to željo, pa s kako energijo so prišli na set in tudi mene je dvigoval čez proces in sem res ponosen in hvaležen, da sem bil z njimi v tej zgodbi in upam, da bo še kakšna prišla v prihodnosti. Pa jaz mislim, da je to čisti začetek stari. Ja. Mislim, jaz sem ti to tudi rekel, jaz sem v tebi videl, kako si ti žarel v neki novi vlogi na tem setu, Ti si bil tam stari moj kapo di banda, videl se je, točno se je vedel, kdo je te glaven. Ampak še zmer si imel pa malo tega, veš, unga zmedenga, žbeta zraven, ker ne zna čisto točno povedati, kaj si želi, ko mal problem z nekim jasnim komuniciranjem, ampak tako, pač tekom procesa se boš ful naučil in to je bistvo. To tudi jaz mlade, stare, kogarkoli zelo spodbujam, da pismo, verjem, da si dosti dober, preden si dosti dober. Ker sam na ta način boš ti sploh do vse možnost, da rataš dovolj dober. In če se ne boš vprašal, kaj pomeni biti dovolj dober, boš vedno igral neko iluzijo lovljenja nečesa, kar je nemogoče, ker sploh ne veš, kaj je. Ja, vse to je pa ta izziv, ker v bistvu zdaj si rekel, da je izgledal tako, da sem bil v svojem nekem temu, da sem nekako pohenlo, ampak lih to je bilo pa, ne vem, prvi pa drugi dan sploh, ker sem prišel, sem imel neverjetne občutke, da nisem dovolj dober. Zakaj sem sploh šel v to? Občutke tesnobe, nervoze, ker sem videl ta prvič res ekipo na kupu, ki je prišlo res 15-20 ljudi, pa imeli smo schedule, in sem bil res, ta prve 2 dni sem se počutil ful slabo. Tako, res te občutki, da nisem nisem sposoben. In skozi dneve se je nekako to topil počas, ker se pravim, tukaj pa spet pohvala ekipi, ki me je dvigala. Dobil sem zaupanje v ekipo, ker so res so delali dobro, trudili so se, energija je bila ta prava in to je od mene motiviralo. Iz dneva v dan sem se počutil bolj samozavestnega, zato ker sem verjel v ekipo. Ker v ponedeljek, recimo ta prvi dan, ko smo prišli, še nisem poznal dinamike, nisem še vedel, kako bo, ker ta prvič smo delali v taki obliki. In veliko je tudi ekipa bo gledala vedno na režiserja, kakšna energija je dobra, je slabo in bo malo podzavestno prilagajala tudi sebe. In nisem hotel pokazati to, da sem mogoče malo pesimističen ali pa nervozen, kakorkoli, ampak se je zgodilo lih to, da je ekipa začela pomagati, dvigovala energijo, spodbujala in se jim moram ful zahvaliti za ta del, ker sem tudi jaz dobil vero v sebe skozi to. Tako da... Ker si rekel, da si mislil, da
nisi dosti dober, kaj zdaj nazaj gledaš, kaj pa bi pomenil zate dobro v tisti situaciji, če jo zdaj gledaš nazaj? Zdaj sem spet mogoče v taki energiji mal, zato ker zdaj sem res močno v montaži in vidim stvari, ki bi bile boljše. In sem sploh spet v tej energiji, v smislu, kako si lahko to spregledal, kako si lahko dopustil to napako in tako naprej. Ja, so neki standardi, ki si jih nažalost postavljam, ki se primerjam z ljudmi, ki imajo ful več izkušenj, pa več budžete, pa in nažalost si pač postavljam tak standard. Jaz bi rad se primerjal z ljudmi, ki to delajo res dobro na nivoju, ampak preprosto po drugi strani si pa ne smem tako postaviti in si da ta pritisk na sebe, vseeno je to ta prvi tak film, ne. In absolutno bo to najverjetneje ta najslabši, potem, ko prihajajo, pa molim zdaj, ker je prvi, ne. Ja, upaš, da bo najslabši. Ja. Če tako gledamo. Ja. Ampak ja, se pa velikrat žerem zaradi enih stvari, ki bi jih lahko, ki vem, da bi bil sposoben rešiti, če bi bil malo pozoren ali pa mogoče malo manj nervozen v situaciji, ne. Ja. Tako da ja, to je neka taka stvar, ki se mi je dogajala na setu in se mi dogaja zdaj, in se mi zdi, da je tudi dobra v nekih pogledih, zato ker skozi njo bom rastel, ne. In vedno bom gledal, da bo čim boljša, ne. In ja. Ja, opaziš določene zadeve, ki si jih prerastel, ne? Ja. Torej, to, kar ti vidiš, da bi lahko bilo boljše, je nekaj, kar si v tistem danem trenutku mogoče spregledal, ker še nisi dovolj bil zrel, oziroma da bi z nekimi izkušnjami na to lahko takrat gledal drugače. In to je čisto okej, ne? In tudi ja, ti si postavljaš zelo visoke standarde zase, kar je spoštovanja vredno, ne? Tudi Jordan si jih je, tudi Kobe še vedno, ne? Zdaj, kar je meni všeč tudi, da delaš poleg tega, je to, da pač nagovarjaš tudi ta drug del sebe, ne? Torej, da te standarde ne postavljaš iz neke potrebe po dokazovanju, ampak samo potrebe po tem, da ugotoviš, koliko v resnici si dober. To je velika razlika. A ne? In ti delaš na podlagi inspiracije, ne na podlagi, se pravi, kako je desperation, obupa. Ja. In je totalno drugače, če ti svoje cilje postavljaš na podlagi svoje inspiracije in želje po tem, da ugotoviš, koliko si dober, kot pa cilje postavljati iz obupa, da sam sebi dokažeš, da nisi tako slab, kot drugi pravijo, da si, ali pa da si boljši od tega, kar pač misliš, da si, ne? Ja, pa vse te stvari se prepletajo. Jaz, veš, pozna se to, da izkušnje še niso tam, ki bojo bile, mogoče čez leta, ne, in padam tudi velikrat v kakšno energijo, ki mogoče ni dobra, ne. Ja. In mi je težko nekako kreirati iz tega, ne. Tako da se moram velikrat zavedati tega, kar si ti omenil, ne, da se postavim na realna tla, si rečem, star si 22 let, to je ta prva taka stvar, ki si jo delal, ne, in ne bo popolna. Tako da ja, je pa ta del mene je močen, ne, ki teži k popolnosti, ne. Tako da se ga moram kar nekako malo utišati, ne. Ja. V nekaterih primerih, ne. Ja, sigurno. Mislim, to so itak vzorci, ki so se ti nabrali in zaradi njih boš pač zelo dober tudi, ne. Istočasno pa imamo kle Turka našega, imamo kle Tribe, ne, ki je nam vsem pomagal pri nagovarjanju tega drugega dela in ne jemanja situacije preveč resno in se preveč povezovati z neko to identifikacijo, v tem primeru nekega vrhunskega režiserja, ki še nisi, ne. Ja, itak. Ker naš to zelo rad dela, ne. Itak, ja. Da nam uriše neko verzijo nas, ki mislimo, da bi mogli biti, je pa nemogoča, ker temelji na nekih pričakovanjih ali pa primerjavi z drugimi ljudmi, ki že dalj časa to igrico igrajo, kamijane. Ja. V tem specifičnem primeru, ne. Ja, ne, če že kaj mi je ta film pokazal, koliko enega prostora še imam. Ja. Res, koliko enega prostora, to je res ogromno prostora. Pa to, koliko uživam v enih stvareh, ki jih prej sploh nisem poznal, ne, v taki obliki. Ampak ja, to pa zdaj pa res vidim, kaj vse mi še manjka in sem lahko še bolj to prepričan, da bom šel v to smer, ne, zdaj v prihodnosti. Kako bi se pa želel počutiti
v procesu zdaj zadnjih delčkov montaže tega filma do točke, ko bo film narejen? Kako bi se želel počutiti? Izpopolnjeno. Predvsem to, da je ta ideja, ki smo jo imeli v marcu, dejansko prišla v izdelek. Vse te detajli, ki jih jaz zdaj opažam, so ene stvari, ki bom samo jaz opazil, pa se res ukvarjam s piksli gor, piksli dol, pa malo rdeče, malo rumene. To so te stvari, ki jih jaz delam. Ampak ja, jaz mislim, zdaj se še težko postavim v neko to vlogo, ker še ne vem, kako bo stvar izgledala, pa kako bodo drugi to nekako videli, ampak v osnovi je pa itak to. Če bo ta ideja izražena in če ko bom gledal, bom začutil to, kar sem začutil tudi v marcu, ko se je začela ta ideja pisati, je to za mene zmaga, pa kakorkoli bodo ljudje to dojemali. Pa itak v vsakem primeru pa ena odlična izkušnja, pa jaz mislim, ene take odnose smo zgradili, pa to smo se imeli dobro, da že iz tega vidika je res izjemna izkušnja, pa nekaj smo naredili, ko mogoče ostali ne probajo nikoli. Tako da ja, ne glede na to, kakšen bo na koncu izdelek, v smislu, kak detalj bi bilo lahko boljši itak, ampak ja, že ta produkt sam, pa ta pot, ta proces, ki se je zgodil, že to mi je nagrada in ena motivacija za naprej. Ja, lih to sem hotel samo zavestiti, ker si ti nekako globoko v procesu sploh ne dojameš, da dejansko podzavestno podpisuješ pogodbo sam s sabo, da dokler proces ni končan, si ne boš pustil biti srečen. Ja. Kolikrat si pa tekom tega procesa ustvarjanja filma začutil, da delaš na svojem poslanstvu? A si kdaj dobil tak občutek Velikrat. tega vzhičenosti mogoče? Velikrat, še vedno ga. Kako začutiš? Zelo težko je to besediti. Že zdaj, ko smo gledali trailer, je recimo ta občutek prišel. V smislu, to je en občutek, ki bi ga želel večkrat začutiti. Ker nekdo pogleda tvoj, ker na konci tak dela za sebe, ampak tudi za vse ostale, ki gledajo. Ja. Ker nekdo gleda neko stvar, ki si jo ti ustvaril, to je nek tak poseben občutek, ne vem, ne znam ga opisati. To je povezano s tem izraženjem, ki ga jaz nekako skozi videe delam. Ampak ja, težko je to nekako besediti, nek ta občutek ponosa. Ena stvar, ki je začela se v glavi nekoga pride dejansko pred gledalce, pa kakorkoli jih je, tudi 2, 3 ali jih je več. V vsakem primeru mi je to nek tak poseben občutek, za katerega vse to delamo, po eni strani. Ljudje, ki vidijo končen izdelek, ne vidijo procesa. Ja. Kaj bi rekel ljudem, ki gledamo končne izdelke, kot so filmi? To je ena stvar, ki se tudi, jaz sem tudi spremenil ful pogled na to v zadnjem letu. Velikrat gledam v filme v smislu dober, slab. In tudi jaz to delam še vedno. Ampak lih zdaj, ker sem šel gledati Jokerja ta novega, lih to je bilo spet dober, slab. In zdaj malo drugače, vedno pa pogledam še neke druge strani. Ja, recimo Joker, $190 milijonov je vreden film. In na njemu dela 100 plus najbolj inteligentnih ljudi na svojih področjih. Od režiserjev do cinematograferjev. Res sposobni ljudje. Z 190 milijoni delov na filmu. Wow. In še vedno bodo ljudje rekli, film je slab. Kar je lahko itak to mnenje, ampak to je še ena stvar. Tudi če imaš ti neverjetno ekipo, pa neverjeten denar vložiš, ni nujno, da bo film dober. In to mi še da eno, ne vem, razmišljanje, koliko kompleksna je dejansko ta stvar. In zdaj malo rač gledam v smislu, že to, da se filmi snemajo, da se posnamejo, že to je po eni strani nek uspeh. Že to,
toliko enih stvari mora iti prav, da se film nastane, ful enih stvari, sploh pa pri takem 2,5 ure celo večerca. Ja. Ful enih, to je procesa, pa predprodukcije. Jaz se sploh ne predstavljam, koliko je to Leta. dejansko leta. Ja. Koliko časa eni pišejo scenarije za filme, pa še vedno, ko pride ven, lahko rečemo, film je slab. Še vedno se to zgodi. A ne? In kljub temu, da na papirju to bo dober film. A ne? In ja, je kar čudež, se mi zdi, ko pride res, res dober film. A ne? In ne vem, no, je ena posebna stvar. In čisto drugače gledam zdaj na te stvari. In se zelo izogibam temu slab dober, a ne. Ker že to se pravim, da nastane taka stvar, je kar orang proces v zadju. Ja, pa zdaj ga sploh vidiš, ker si samo tema, ne? Ja, pa jaz niti približno si ne znam predstavljati, kako je pri njih v Hollywoodu. Si už videl? A veš, ne? Mislim, sorry, kar daj. Ampak ja, no, to se hoče reči. Ker neko vizijo sebe, a kdaj dobivaš kakšne vizije? Meni se začelo zdaj sploh odpirati. Ja. A so zdaj bolj pogoste te vizije, ki si na neki tej svoji poti, ki je pač povezana s filmom, kot pa prej, ki si recimo delal neke te korpo videe pa to? Ja, itak. Ja. Jaz se že po defaultu imam jaz nek tak, da moj glas je že predstavljal neke situacije, nekje se mi manifestiraš v glavi in se že vidim nekje, ampak še ne razločim čisto dobro, kje je to pa kako. Tako da ja, si predstavljam, ampak obenem bi pa rad ful užival ta proces zdaj, a ne. Ne bi šel rad prehiter v neke scenarije, ker se mi ne zdijo zdaj še relevantni, tako da bi šel rad korak po koraku pa gradil nekako tako konstantno, kot sem zdaj, do zdaj, ker imam se pravim dolgo pot še, pa ogromno se še za naučiti, niti približno še nisem ekspert v nobenem področju, pa ne vem, če kdaj bom, a ne, ker se pravim nikoli ne dosežeš nek strop znanja ali pa izkušeno, vedno lahko boljš. Tako da ja, se mi pa zdaj se mi zdi, da veliko bolj čutim ta proces, ker vem, da grem za nečim, ki mi je všeč. In to je ena stvar, ki se je mogoče malo spremenila, pa tudi prioritete malo drugače postavljam, to pomeni projekte malo drugače zbiram, pa se probam pozicionirati v neke druge smeri, ki sem mogoče se 1 let nazaj recimo. No. Ja, v drugačni fazi si bil, ti si bil 1 let nazaj v fazi iskanja, v fazi dokazovanja. A ne, pač, še vedno sem, no. Še vedno, mislim, itak si, a ne, ampak takrat ti je bilo pomembno to, da si zgradil nek lasten biznis, da si mogoče takrat si hotel dokazati, da si sposoben. Da lahko živim od tega. No, da lahko živiš od tega, ja, ker ti, ki si prišel v Underdogu, ti si bil v agenciji zaposlen. Ja. Če se ne spomniš, mogoče. To ni toliko nazaj. Ja, sem že kar malo pozabil. To ni toliko nazaj. In že takrat se spomnim, ker sva ta korak skupaj delala, ker si ti meni rekel, jaz bi bil rad svoboden, jaz bi rad delal to, kar si želim delati in rad bi bil za to pač plačan. In pol pač, ker se je ta korak začel dogajati, skozi cel ta proces, ki si ga tudi meni pokazal, si dejansko zdaj na točki, ki čisto drugače gledaš na to situacijo in ti sploh ni več toliko pomembno, veš, kaj mislim. Ampak dejansko smo nekako naučeni, da za to moramo poskrbeti. Torej, da bomo sposobni zaslužiti, ko bomo rabili zaslužiti. In ti si dokazal. Kole. Ja, ampak ena stvar je, mogoče, ker se tudi s sovrstniki pogovarjam, me mogoče vidijo v smislu, ja, ti si pa že vse dojel, tebi vse je jasen. Ampak ne, res mi ni, ne. Res se iz tedna v teden se lovim, odkrivam, kakšen dan sem čisto izgubljen, pa je to, kar delam sploh prav, a bom sploh lahko kaj zaslužil od tega, a bom bil izpopolnjen na koncu, lovim, ne vem, eno stvar, ki mogoče sploh ni zame, a veš, skozi je to, tako da se mi zdi, da se vsi smo v istem procesu, vsi se lovimo, noben, in tudi ne bi hotel, da pa kar že vse vem. Ja, itak. Ne bi tega hotel, ker ni take zabave v tem procesu pol. Tako da ja, jaz niti približno še nimam neke, da bi imel pa že vse na mizi pa razjasneno. Koliko ti je bilo pa težko, ker si se odločil, da boš meni povedal, da ne boš več pa Underdogu zraven? Ful. Sej to je pa to, ker se pravim, ker ti nekdo da priložnost prvi, jaz sem tak človek, da se vedno navežem na take stvari, no. Ko nekdo
ti da podporo, ki jo res rabiš. A ne. Ja. In jaz to ful cenim in iz tega vidika mi je bilo ful težko, ker smo furali res eno lepo zgodbo. Ful smo dobro delali, sem se imel ful fajn skozi cel proces. Ampak sem pa čutil, je pa ta instinkt, ki mi pa govori, mogoče pa moraš zapreti ena vrata, da se ti nova odprejo. Ne? In to je spet ena stvar, zaradi katere sem zdaj mogoče malo plavam, pa sem zgubljen, pa sem se prav odločil, pa mogoče mi še kdo drug pove, ja, jaz se ne bi tako odločil, veš, pa pol še bolj nekako pride to do mene. Ampak ja, jaz nekako sam verjamem v to, da je vse z razlogom in da se bo, tako kot se mogoče takrat, preden sem pa šel k tebi, ker sem bil isto zgubljen, tako kot se mi je pri tebi odprl, se mi bo mogoče kje druge zdaj, ne. Tako da je edina stvar, ki imam jaz v kontroli, je to, da delam, da sem priden, da verjamem v to in jaz mislim, da je to edina stvar, ki sem bi rad fokusiral na, pa čeprav sem se pravim včasih izgubljen, pa v nekih energijah. Pa kle se tudi niso nobena vrata zaprla, ne, to... No, to sem tako rekel, ne. Ja, mislim, ne, to hvala Bogu, da greš ti to. Že sem tudi danes sem to Pavliču Mateju povedal, ne. Rekel, da se ne strinja, da bi mogel jaz to vprašati, pač odbor, underdog poslušalcev. Res? Klasičen Pavlič, ne. Ampak ja, sem mu čisto lepo rekel, lej, pač, meni se zdi prav, ti si kle naredil, kar si rabo narediti, stari. Ti si cel sistem postavil, razumeš, koliko to meni pomeni, koliko to meni odnese. Da so mi da prišli do te točke, da ti sploh nisi rabo več fucking delati. Da si bil kle zato, da si kamero postavil. Ok, pustva behind the scenes, pa to, ki bi se lahko ful dobro naprej razvijali, ampak v redu. Mogoče bomo pa enkrat reštartali ta proces, a ne. Bolj kar je važno je to, da jaz mislim, da je to en zelo lep delček, ki ga lahko iz najnega sodelovanja vam potegneva, a ne. Da ne rabiš ti konkretno definirati vedno, kakšno to sodelovanje je, koliko časa bo to sodelovanje trajalo. Ampak če se ti vmes pogovarjaš, če si iskren drug do drugega in si jasno poveš, kakšne imaš ti lastne potrebe v tem sodelovanju, torej kot brand ali pa kot nekdo, ki nekaj ponuja, lahko se sodelovanje vsak mesec oblikuje drugače. In tako mislim, da vsak izmed nas lahko samo raste. A ne? Treba je, da so stvari narejene. In pač meni je bilo všeč to pri tebi, da ti si stvari naredil. Kar je ostalo ekstra časa, kaj naj ti jaz zdaj rečem? Najti kle nekaj, da boš delal. Ne, pač si pa najdu veselje v drugih stvarih, si se izobraževal, si delal režijo, pa take zadeve. Ne? Ja, ne, jaz si absolutno ne bi kle zapir v vratu kakšen koli. Mislim, da me boš povabil na kak dogodek. Pa to, ti si zraven, kar se tega tiče skozi. Ja. Ampak ne, se pravi, mene ta proces mi je prav lepo je gledati zdaj za nazaj in se mi zdi, da tudi v prihodnosti imam tak občutek, da bomo skupaj na nekih velikih zgodbah ustvarjali, ne? Ker se pravi, že s tabo dela tudi zdaj na filmu je, prineseš to energijo, prineseš to ustvarjalnost in to mi začutimo med sabo in v tak energiji je fajn ustvarjati. Strinjam. Sem te hotel vprašati, kako pa ti v bistvu zdaj nekako kako gledaš na to, kakšne spremembe se bo zgodile? Ja, hvala, lepo, da si vprašal. Se ti pravim, deležen boš teh sprememb, tako kot si ostali. Zdaj, kar mene vleče, so eventi, meni se nekako vizije so se mi začele risati v to smer. Zato tudi organiziramo, ne vem, kdaj bo šla ta epizoda ven, ampak po mojem bomo takrat že launchali. Decembra, mislim, da bo 15. Ne me z besedo držati datum, ki veste, je ta prav. Dobrodelen event z Saro Isakovič pa Maticom Novakom se pogovarjam. Hudo. Da bi radi naredili, verjetno bo festivalna dvorana za 500 ljudi in da bi na tem eventu nekako bil zametek tega, ker se mi je pa pol vizija začela risati tako močno, da sem na sprehodu začel jokati od ponosa, ker sem videl, kako smo zbrali 1 250 000 evrov. Ne vem kje, ne vem kdaj, ampak pač to sem videl in kako sem jaz na odru obkrožen z nekimi mojimi bivšimi gosti podcasta za neko skupno dobro. Tako da ta dogodek bo pa v bistvu narejen zato, da bomo zbrali denar za fante pa punce z ADHD in jim bomo plačali udeležbo na kampu pri Maticu, oziroma bomo to še definirali, kaj točno bo, zdaj na tej točki še ne vem točno čisto, ampak ja, želim si ustvariti okoli projekta Underdog zaupanje tako veliko, pa tako obsežno, da bojo ljudje zaupali dejansko s financami, da bomo mi ta denar porabili v dobre namene in take zadeve.
ker se mi zdi, da je to nek zdrav način sodelovanja, bomo pa videli, kam nas bo to pelalo. Hudo. In bi rad pač, da zdaj za ta decembrski event, da se pokrijejo stroški dogodka, pa da gre vse pač pol naprej nekako tja, kamor bomo mi verjeli, da je to mogoče. Za otroke z ogroženih družin, da bojo lahko pač sodelovali z nekom, ki jih bo razumel, ki jim bo lahko dejansko pomagal. Za športnike iz ogroženih družin, ki bi lahko šli sari na neko to akademijo za motivacijo itd. Pač se mi zdi, da si lahko drugemu veliko pomagamo, če malo če jaz mogoče stopim tudi izven teh okvirjev, ki so mi zdaj poznani, in grem pač korak tudi tle naprej, tako da ja. Ne, folije je hudo je videti, kako ti vedno vrneš komunitiju, ki je treba, ne, tako da je tudi ena stvar, ki sem vedno občudoval pri tebi, pa se mi zdi, da je tudi en cilj v mojem življenju, da nekoč pa vrneš neke stvari, ki so ti jih drugi dala, ne. Mogoče v kakšni drugi obliki, ampak ful je lepo videti, no. Thanks. Ja, in tudi kar se tiče samega podcasta, konstantno se delajo spremembe, zdaj sem ta supporter odprl na YouTubeu, da lahko podprete. Tisti, ki še niste mogoče vedeli, lahko to na YouTube kanalu naredite, date neko mesečno naročnino in v zameno za to dobite neke ugodnosti. Ampak ja, ta proces mi je bil zelo težek sprovesti, ker so se itak pojavili imposterji in vse te zadeve, kdo sem zdaj jaz, da bom ljudem govoril, da mi plačujejo na mesečni bazi denara, ne? Ampak sem dobil pol ogromno lepih sporočil, kjer so mi ljudje rekli, pa ja, ti si naberal izkušnje, vsa ta leta, ti si ranljiv tukaj ratu pred kamero, dajo ljudem to, kar smo rabili, zastonj. Še vedno dajem podcast zastonj, vedno bo zastonj podcast, ne? Hvala Bogu, da lahko mi nekako to podpremo, to se plača, ne? In moramo ljudje tudi dojeti, da vse te stvari plačajo in da s tem ni nič narobe, ne? Tako da ja, to se mi zdi, da je nekaj, kjer se učim potrpežljivosti in sem zelo hvaležen za vsakega podpornika, ki na kakršenkoli način podpira, ne samo finančno, ne? In da se učim tega, da ko bom dovolj sposoben upravljati z večjo količino, ali je to sredstev, ali je to podjetjem itd., mi bo vesolje dal to možnost. Do takrat moram pa kontrolirati to, kar je v moji kontroli in graditi in poskrbeti za svojo integriteto in za to, da delam še zmeraj iz tega čistega namena, ki delam. Tako, ful je simple igra, če si jo ne kompliciraš sama. Ja, se strinjam. Ja. In tudi ti, ki boš rastel zdaj naprej, v neki kakršnikoli obliki, mi smo ti vedno na voljo, jaz sem ti vedno na voljo, to veš. Pač karkoli boš rabo, mi ti bomo pomagali. Ker pač ljudi, ki se bojo kle ustvarjali pod underdogom, pa s katerim bom jaz imel nek oseben odnos lahko, pa so to lahko poslušalci, podporniki, dizajnerji, ti, videografi, kdorkoli, jaz to smatram tako kot neko tako, nočem reči družino, ampak ožji krog mojih poznanstev, katerim verjamem, da bi rad si želim pomagati v prihodnosti, brezpogojno, čistko, ker se mi zdi lepo to. Se mi zdi, da se moramo bolj začeti povezovati in sodelovati in drugemu pač preprosto samo pomagati. Tako, kot zdaj recimo, ko smo imeli dogodek na Gospodarcu, pa smo se šli pol družiti v kruhkerijo Gorjanca, je Tim Blaž, tam, ki dela vodja lokala, mi je po koncu, pa sem prišel do njega, sem rekel, ful si naredil zame, hvala ti, pač brezplačno. Je rekel, mi si moramo pa začeti bolj pomagati. Če boš karkoli rabo, ti mi sam reči, jaz ti želim pomagati in to je to. In se mi je zdelo tako čudovito in istočasno tako sem bil mal žalosten, da smo zgubili kot ljudje neko to željo po pomaganju, ampak bolj je nekako v spredju bila vedno ta nekak tekmovalnost, kdo je od koga boljši, pa kdo bo večji kos pogače zase pobral. Tako da ja, tle nekako usmerjam jaz zdaj svoj fokus par underdogu, da pač to malo razbijamo spet. Hudo. Ne, sej ista stvar se tudi dogaja se mi zdi v prostoru slovenskega filma, recimo, vsi nekako tekmujejo med sabo, ampak že tako je mehen trg, se mi zdi, da smo premalo poenoteni, ker vsi nekako delamo iz istega razloga, in mi je lepo videti, da bo mogoče par ljudi, ki bojo to malo spreminjali v prihodnosti. Bod sprememba, ki jo hočeš videti. To je res. Vse ti si pustiš biti poguma, ti poguma. Pogum je biti sprememba, ki jo hočeš videti v svetu. Ko ni drugih ljudi, ki bi ti pokazali, kako to narediti, pač ti bod ta sprememba. Pa izpad na začetku, pač aroganten, ne vem kašen vse, čuden. Če verjameš v to, a veš, sam to rabiš, da se vrata pol drugim odprejo. Ja.
In to je pol dober feeling. A veš, ker tudi jaz vidim zdaj, ne vem, recimo mi je Jerry Pavlič, a neka ima podcast zdaj svoj, rekel, a ne, ti si meni vzor, kar se tega tiče, a ne. Hudo. Prvi si vrata. In sem bil tako, wow, koliko je to lepo, a ne. Ja, A veš, ker dejansko bi lahko bilo pa uno tekmovanje, a ne, jaz zdaj prihajam, da Ja. te požrem, a ne. Ja, biti inspiracija se mi zdi, da je nek ta največji, ne vem, nek uspeh. Ja. Ne. To ni si rekel. Je rekel, the highest human act is the ability to inspire others. A ne? Ko nekoga navdihneš za to, da stav na se, je to ena izmed pač najmogočnejših stvari, ki jih lahko kot človek narediš z vplivom na druge. A ne? Ja, Ja. se strinjam. Ja. Kaj si želiš zase v naslednjem letu, 5 letih, tako, če se malo s tem poigrava? Ja, itak, glavna stvar, ki si jo želim, je zdravja, to, da bom lahko sposoben bil še vedno delati, pa odnosi, da gradim še vedno neke lepe odnose, ki na koncu je biznis, ampak odnosi so pa unike, jih ne moreš kupiti z nobenim denarjem. Tako da ja, to, pa karierno, pa itak dela dober, se učiti, se čim bolj obkrožiti z ljudmi, v katere čevlje bi stopil. To je nek tak cilj. Pa ja, iti z instinktom, tako kot sem do zdaj hodil, biti pogumen iz cone obdobja, vsakič, kaj je možnost. In ja, se pravi, ampak če bo zdrave, pa odnosi, je to vedno lažje. Ne? In tako da ja, ampak se mi zdi, da itak s trdim delom pride pa itak vseeno. Tako da ja. Kaj pa je nekaj tazga, kar bi lahko obžaloval? Jaz mislim, Kaj bi lahko čez 5 let pogledal nazaj na ta proces, pa bi ti bilo žal, da si to naredil? Tako čisto mogoče, da ozavestva zdajle. Jaz mislim, edina stvar, ki bi mi bilo žal, da se zaklenem nekje, da izgubim to svobodo pa agilnost, ki jo imam, ker zdaj se gibljem po instinktu, nikoli ne vem, kje bom bil čez mesec, 2, to je pri meni je ta stvar. No, tako da ja, da bi se zaklenil nekje, da bi se zavezal nekje, pa da bi mogoče, ja, ampak načeloma na koncu, če ne vem, slediš temu, kar si želiš, ne vem, če lahko sploh kaj obžaluješ, ker vse se pa zgodi z razlogom, vse jaz tako gledam, no. Ja. Da vsaka stvar tudi slaba se zgodi zato, da sem se nekaj naučil, ena izkušnja več, ne, in mene to sploh ne skrbi, iskreno, no, da bom kaj obžaloval. Obžaloval bom itak detalje, ne vem, kako sem postavil tam luč pa kamer, a veš, te stvari, ampak to, kar se tiče na makrobazi, pa jaz mislim, da če bom sledil temu, kar me kliče, ne, jaz mislim, da je to tono. A veš, kdaj pride film ven? Trenutno še ne vem, ker se še pogovarjamo, kje bomo imeli ta dogodek, premiero, tako da ja, zdaj planiramo nekje začetek decembra, ne moramo za zihar reči, ne, ampak ja, tako kot sem že na začetku omenil, torej, ne bo se predvajal, ne vem, da bo bil na sporedu po kinih v Sloveniji, ampak bomo naredili torej par dogodkov, kjer bomo si skupaj pogledali film, ker to je ena stvar, ta experience me kliče fulno, a veš, ko se naberejo ljudje, ki ti veliko pomenijo v dvorano pogledati eno stvar, ki smo skupaj ustvarjali, in to je ena stvar posebna, ki tudi združuje s filmoma, ne. In ena stvar, zakaj delamo to, kar delamo, in to bo en poseben dan za mene, ko se bo res, se boste nabrali vsi, ki ste to delali, pa vsi, ki bi radi to gledali, in se ful veselim, no, tega dneva. Hodo. Kakšne bi bile tvoje zadnje besede? Kako dramatično je to zdaj ratalo. To je pa res dramatično. Ja, se veš, ko vprašam vse. Ja. Se veš, ko vprašam vse. Če bi jutri umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Jaz mislim, da bi rekel, sledi temu, kar čutiš, in pol se nekako vse sestav od tam naprej. Tako da ja,
dobre in slabe stvari vedno pride, ampak nekako ni enega univerzalnega, da bi rekel, ne. Vsak, če si dovzeten, boš pač začutil stvari in sam s tem in ja, veliko napak bom še naredil, veliko dobrih stvari, pa veliko napaka, ne, ampak če bom ostal tako iskren do sebe, jaz mislim, da ni stvari, ki bi se mogel biti, no. Hudo. Tako nekako. Enoč be železnik. Be železnik. Sem še enkrat Amadej šlo, kada noter. Še enkrat bi se ti zahvalil Ja. za to, da sem bil danes tukaj. Pa nasplošno, da sem bil del te zgodbe v taki obliki, ki sem bil, in upam, da bova še naprej uspešno sodelovala. Jaz mislim, da bova. Ampak ja, res težko izrazim hvaležnost. Res. Ja. Si jo že tekom procesa, pa z vsem, kar si naredil. Včasih je lažje hvaležnost pokazati, Ja. pa izreči, in to To je si res. naredil. In to je lepo. In tudi tebi hvala za vse, kar si dal. Valjda. Vse, kar še boš dal. Valjda. Tako res ni tako pomembna ta, ne vem, informacija, da zdaj v bistvu nekako operativno zapuščaš Underdog projekta, ne. Kot je pomembno, da sva lahko pokazala, pa mogoče ujela v času ta trenutek, Ja. ki ga bova mogoče čez 10 let nazaj pogledala pa rekla, lej, tukaj sva pa pokazala, kako se sodelovanje zaključi, pa kako se ohrani dober odnos, a ne? Kar se mi tudi zdi, da je lepo in da je tega treba več. Ja, se strinjam. In jaz točno vem, da greš ti po eni poti, kjer bomo še veliko v tvojih kreacijah Bomo videli. In ja, Bomo no videli. pressure, no No pressure. pressure, ja, bomo videli. No pressure, ja. Bomo videli. Tako da, ja, lej, hvala ti 100-krat za vse. Valjda. Pa veliko užitkov v lansiranju filma. Ja, vsi smo skupaj v tem, tako da je enako, ne? Fuck shit. To je to. Hudo. Ja, ti roka. In bi zdaj Valenčič, klej bi sliku, ga ni.